Hej, en lep pozdravček, vsi moji čarobkoti in čarobnice. Kako ste kaj, kako so kaj vaša telesca? Zdajle, ko je tak skok preskok pravzaprav v temperaturi bil, upam, da ste okej. Evo, zdaj na svojem lastnem telefonu vidim, da je šla Barbara Marley v živo. Kako lahko še boljše kot to? Danes pravzaprav bi rada z vami delila en tak napotek, kaj pravzaprav narediti, če se zjutraj zbujate kot en kup, po domače rečen, dreka, oziroma če se zbujate celi polomljeni in veste, da to ni od ležišča, ker je ležišče v redu ali pa od česa drugega, ampak da ste šli spat čist okej, zbudili ste se pa čist wow, ne? In kaj se pravzaprav dogaja? Torej, morate biti vprašanje, torej, vedno smo, v Accessu smo vedno vprašanje, kaj se dogaja in boste vedeli, torej, ko se vprašate, karkoli ko si boste zastavili neko vprašanje, če bo pri tem zavedanje lahkotno, če bo prisotna neka lahkotnost, je to vaša resnica, če ne, če je neka teža krčenja, to ni vaša resnica. In ena stvar, ki se lahko dogaja, je to, da bitje gre po noči ven iz telesa in gre nekam in dela. In pa dejansko pride nazaj zjutraj in se počutite utrujene in kot da bi vas nekdo lahko premlatil, polomljene, vaše telo je čisto tako ubogo. In tukaj, recimo, če to se dogaja, torej v tem primeru pač rečete bitju, naj ostane v telesu po noč. Lahko si naredite tudi eno tako, kako bi rekla, en tak balonček, ki nekako, kako bi temu rekla, nekako, jaz bi rekla, da nekako tudi zadržuje bitje noter, no. Ampak bolj to, da se vi pravzaprav rečete bitju, da neha hoditi pač tja, kamor hota, ne. Če si boste pa dali ta balonček, ker ena stvar je tudi lahko, da po noči zaznavate misli drugih ljudi, greste pač v svetove drugih ljudi in ta balonček, ki si ga date okrog sebe, je, pač jaz si ga naredim iz raznih barv, vedno vprašam, katera bo največji prispevek, običajno so modra, vijolična, rdeča, z odtenkom oranžne, pa zlata in dejansko v tem zjutraj se zbudim okej. Potem naslednja stvar je pa lahko to, da pač, ko spimo, torej, ko naše telo počiva, čez noč pojenjajo ti energijski tokovi v njem, torej, pač oslabijo, ne, torej, čez dan vsa ta fizična aktivnost, ki jo imamo, torej, ki hodimo, se vozimo s kolesom, karkoli počnemo, to ustvarja v našem telesu energijske tokove, ko pa spimo, potem pa dejansko se to ne dogaja in ti energijski tokovi pojenjajo. In zato lahko preden zaspite, lahko naročite svojemu telesu, da naj ohrani najvišjo možno vibracijo oziroma naj se uskladi z vibracijo vašega bitja. Torej, naj ostane oziroma naj se usklajuje s to vibracijo vašega bitja. In če mu boste to naročili, se boste zjutraj zbudili tako, kot rožica. To je pač res neverjeten. Dajte poskusiti in boste videli, ne. Drugače pa sama ta stvar, ki sem jo pravkar povedala, torej, da mi naročimo telesu, naj se uskladi z pač vibracijo našega bitja, z najvišjo možno vibracijo našega bitja in ti energijski tokovi, o katerih sem pravkar govorila, to je pravzaprav del tega, o čemer govorimo pri vaji za priželc. In te vaje za priželc se naučite poleg barsov in poleg še enih parih drugih telesnih procesov zdaj na Access Bars delavnici. In če še niste bili na Access Bars delavnici, prihaja ena to soboto, jo facilitiram v Ljubljani, tako da lepo vabljeni in tam boste tudi izvedeli še kaj drugega. Drugače pa pravzaprav je to, kar sem vam povedala, dovolj, da zjutraj, da se ne zbujate taki polomljeni, utrujeni, ampak da pač se zbudite pravzaprav na nekem enakem nivoju, kot ste šli spat, ali pa še boljšem, ne, in pač na ta način potem začnete svoj dan. Okej, evo, to je en tak mini hiter nasvetek, preden dobim zdajle stranko za simfonijo možnosti in kaj zdaj vse še mogoče. Ajde, lepo se imejte, čau, čau.